Veseli me, da ste si vzeli danes čas in prišli na predstavitev novosti programa Wallpaint. To je dekorativna barva, ki spominja na naravni material. In Wallpaint verjame, da bo dober izdelek za prodajo na komercialnih površinah. Se pravi, dobra konkurenca tapetam, dobra konkurenca drugim barvam, seveda je pravilna, tako kot večina naših izdelkov. In verjamem, da vam bo všeč vizualno. Drugače pa bomo danes seveda delali in si ogledali tudi izdelke programa Kome. Kome je eden izmed največjih proizvajalcev dekorativnih gladilk in lopatic na svetu. Je drugi največji proizvajalec na svetu za gladilke. Je italijanski proizvajalec in jaz sem res zelo vesela, da imam to čas, da jih lahko prodajam v Sloveniji. Ker morate vedeti, da Kome izbere svoje distributere. Ne moreš se kar tako prijaviti. Morate oni izbrati. In zaradi tega, ker imamo v programu dekorativne barve Wallpaint, smo dobili tudi to možnost, da prodajamo tudi izdelke Kome. Kome izdelki bodo danes predstavljeni v praksi z nanosom belega štuka. Vsi, ki delate beli dekorativni kit, veste, kaj je glavni problem gladilk. Dajte mi pomagati, kaj? Sive lise. Sive lise. Ožganost materijala. Tako. In izredno pomembno je, da imate orodje, ki vam omogoča lep rezultat brez težave. Danes sem se pogovarjala z enim izmed udeležencev, ki dela štuko na strop. Bel štuko na stropu izgleda zelo lepo. Je pa problem, če imaš lise. Kar pomeni, da moraš imeti ali eno gladilko samo za tisti izdelek in tisto tehniko in pa seveda tudi tisto enkrat to traja, kar pomeni, da moraš navajati na novo. Mi smo Bjanko že testirali, smo z njo zelo zadovoljni. Danes vas moram pozdraviti v imenu mojega očeta, lastnika podjetja, ki je želel predstavljati to gladilko danes, ampak je bil včeraj zdravstveno poklican na en poseg in nažalost zaradi tega ne more biti tukaj z nami, tako da predajam gladilko Marku. Jaz bom pa še nekaj povedala o štuku Veneziano. Se pravi, naša linija dekorativnega kita Rokoko vsebuje štuko Veneziano 500 na akrilni osnovi, štuko Veneziano 800 na akrilni osnovi in pa štuko Veneziano 1000 je na akrilni osnovi. Lučido se imenuje zaradi tega, ker je visoko sijaj. Sam po sebi, samo z glajenjem in poliranjem. Če ste kaj dejavni na socialnih mrežih, ali pa če malce spremljate trende notranjega oblikovanja, videz marmorja je trenutno zelo v trendu. To delamo pri nas z štuko Veneziano 1000. Dva panela z idejami, kako približno bi to lahko izgledalo. Mi izobraževanja za tehniko videza marmorja ne izvajamo v Mariboru, izvaja se v Italiji. Če bi vas zanimalo, da bi šli z nami v Italijo, predvidevamo, da bo en termin še letos, lahko potem kasneje meni poveste, da vas to zanima, pa vas napišem. In bomo šli delati videz marmorja. Seveda pa lahko delamo z štuki tudi klasične tehnike. Zelo klasična tehnika, ki jo poznamo že iz 12. stoletja, Benet, je klasični antiko. In tega bo danes Marko naredil z belim štukom, zato da bo pokazal, kako lahko z Kome gladilko naredimo lep izdelek. Tako, predaj. Vsi verjetno že poznate material, štuko. Postopek je sledeč, najprej se nanese brame, to je lahko brame 400 ali 1200, po nekje 4-6 ura je nanos kita štuko 1000, ki se oprusi. Po nekje 8 urah greste z nanosom, dekorativnim nanosom kita. Kit se nanaša z vzorčkastim malimi potegi.
Zdaj, jaz že imam pripravljeno površino, se pravi, primer je gor, en sloj kita štuko 1000 je že gor, prebruščen z 500, sledi nanos dekorativne tehnike. Delate se v 2 slojih, čas sušenja je nekje 4 ure, zdaj da bomo mi pospešili ta čas, bomo ga pofenali. Se pravi, lise imamo gor. Giancarlo Sagasti je eden, na primer, izmerno. Ki pa gradbo ne delamo. Ja. Ponovimo postotek. To je hiper, je. Hiper, je. Nič ne pušča, ne? Zaenkrat ne. Ne bi smel puščati. In tudi ne bo puščati. Veš, ki je najboljša, ki jaz vidim, recimo, ne dvomim najprej glede, problem je vedno podlaga. Če imaš ti podlaga, tam ti tam, ki je tukaj vuk, ti potegneš. Tam prije do sile.
Tako? Za štuko je potrebno imeti zrcalno površino, kaj ti drugače, tudi ta gladnika ni še pomaga, če spodaj kameč tegnete ali pa niček. In tam, ko imaš enkrat liso, kak je lahko liso? Ja, ne more reči. Ubiješ, lahko, moraš v usk pravi. Je boljše, da še naredиш ostalo vse liso. Ja. Pa je notno, ne? Ker dejansko ne spraviš teme. To je. Je pa res, da pri... Še res je. Zdravje. Lepo si naredil, Marko, to smo to večni. Je pa res, da pri štuko Venecijano je treba tudi imeti mestih, da imamo različne stranke v Italiji. Neke sledi od gladilke jemljajo kot umetniški vtis, ker je to nekaj normalnega. Slovenci pač si želimo imeti perfektne površine in zaradi tega je toliko bolj pomembno, da imamo orodje, ki nam to omogoča. Vsi poznamo naše stranke, hočejo imeti res perfektne rezultate. Poslušimo. A na Sropo bo tukaj kazal? Na Sropo? Ja. Je drugače, veš? A male pa ni tute gladilke? Bianca je najmanjša. Je ta? Ne, to je velinska, ne? Je taka velika. To je posredna. Medtem, ko Marko se pripravlja za nadaljevanje, vam jaz lahko tudi povem, da na primer za bele materiale vam dala tudi malce na okolje. Za bele materiale imamo mi tudi klasične, plastične gladilke, se pravi nekaj takega kot Arteko 7, pa ne želite imeti klasične 77 gladilke, ali pa za vas Clean 2 v beli barvi, ta je Flex. Ta je trda. Malo vam dala, si malo date, pogledate, da boste videli, kakva je razlika, če vam je všeč, ali pa vam pač ni všeč. 20 s tem gradom. Ali je? Če se pogovarjamo o fleksih, imamo tudi seveda Inox Flex gladilke. V osnovi je ta bila nabavljena za tiste, ki delate mikrocement ali iBeton, ja, videz mikrocementa in seveda obstaja v različnih oblikah in velikostih, tudi ta je Flex. Da je to kakoli zdaj. In potem? Preden začnemo material, ga je fajn prebrusiti z finim brusnim materialom. Vsaj 2000 ali pa več. Ga naravno prebrusite. Krožni kibik, ne? Ja. Smo imeli tudi take, ko so tako brusli, ne? Odprašite. In ga polirate.
ker je bele barve, boste potem videli njegov najlepši les, ko ga vam bo dal v roke. Ko boste lahko obrnili panel in videli, kako svetloba pada na površino in to se potem na objektu lepo vidi, če je na večji površini nanešeno zaradi tega, ker pada sonce na površino ali pa če imamo umetno svetlitev, se to strani stena zelo lepo zablešči. Kaj mi rečem, recimo, da je dobro. Jaz gladim vedno z eno gladilko, ne? Ne za tisto, ki jo našem, gladiš vedno za... Zdaj med tem, ko Marko polira površina, vam jaz še dve predstavljam. Ena ima zelo zanimivo ime Katana. Katana je tanka dekorativna gladilka in je v osnovi namenjena za tankoslojne kite, na katere spada tudi štuko venecijano. Zdaj, na primer, tudi ta ima napisano v opisu, da ne pušča sledov, je pa res, da je Bianco še bolj namenjen za bele materiale. Bomo dali katano na okoli. Pri teh gladilkah pa je zelo zanimiva oblika. Pri trapezni gladilki je od mojstra do mojstra odvisno, ali jo imajo radi, ali pa je pač ne uporabljajo dosti. Za doseganje kotov, za poliranje imam nekateri zelo radi zaradi prenosa pritiska, ja? In seveda obstaja v širšem programu Kome gladilk več različnih, se pravi leseni ročaj, gumijasti ročaj, imamo tudi takšno 24-karatnim zlatom in podobno. Tako da, da. To je končni izdelek. Jaz s tem dosti podiram. Tukaj ima. Ja, pa močemo. Ostranska. Zdaj štuko venecijano lucido, beli barvi vam bo Marko dal na panelu, kako je za pogledati. Seveda ga lahko dodatno bi še namazali z voskom. In pozdrav. Sintetični vosek zagotovo zagotavlja dosti več jaja kot pa vodni vosek. Ok, dam na okolje. Sija še nekaj. Brez voska. Ta je brez voska, pa se lepo vidimo, ja. Zdaj, razen gladilk imamo v Kome programu še tudi lopatice. Marko, ti se lahko popraviš za juto. In sicer, tale zelo široka se uporablja za pretežno marmorni videz, zaradi tega, da lahko nanašate istočasno več različnih nijans kita. Se pravi, damo si na njo belo, sivo, zeleno, bravo. In potem se ustvarja marmoriran videz. Tako da je na razpolago. Imamo pa ravne robove in imamo zaobljene robove. Ali odnaša material ali pa ne. In to je vaša preferenca. Če že jih niste uporabljali, jih mogoče preizkusite, ker so malce drugačne. So, v vsakem primeru so vredo zaradi tega, ker ima svojo fleksibilnost, da ni, vsaj jaz gledam tak, da ni pretrt. Da ga lahko zvijaš. Ja, da lahko deluje. In to je bomba. Trenutno naša največja gladilka je Black Mamba. Vse naše gladilke imajo zelo zanimiva imena. Zelo trpežna gladilka, namenjena pretežno za glajenje, poliranje, pa tudi drugače za nanašanje. Zelo velika je. Večno liska. Ja, tako. Za kite, ja, ne? Tako, ja. Za špaleti nekaj fajn. Cenovni razred tudi drugih, to je povabaš bolj za te stvari, za ono klasiko mene. Tako, zdaj lopatice imamo, kot vidite na stojalu v različnih širinah, še več jih je, ampak nekaj zvor smo naredili. Mogoče bi pa zdaj vprašala tudi za povratno mnenje, kako se vam zdi štuko, tisti, ki ga, ne vem, ga vsi delate, ga vsi poznate. Štuka je bomba, tavžnika je zakon. Zdaj za vaju dva vem, da delata štuko dosti, in je pač malo drugačna. Zdaj nekateri, ki poznamo samo nivo marmorin, rečejo stranke, da to je bilo včasih moderno.
Ni bilo včasih, ni dajmo je spet. Vse se vrača, tako kot v modi se tudi v notranjem oblikovanju stvari obrnejo, ker naprimer zdaj najbolj v trendu so jedilni šoli, ki smo jih imeli mi doma, ko sem jaz bila stara 6. In so dizajnerski zelo dragi. Se pravi, tako kot v modi se tudi v notranjem oblikovanju in v gradbeništvu stvari obračajo in štuko je nazaj. Če še ne v Sloveniji, vam zagotovo znam povedati, da je na dizajnerskih trgih, govorimo o Španiji, Franciji in pa Italiji.